Kreativna preobrazba. Prvi del. Interpretacija modrosti o duhovni praksi mojstra Čuako Ksuja. Prva točka. Duhovnost. Kaj je duhovnost? Duhovnost je način življenja in ne samo izvajanje meditacije. Duhovno učenje moramo izvajati v praksi in imeti moramo voljo, da učenju sledimo. Ljudje na duhovni poti niso anemični. Biti morajo ostri, močni in pogumni. Biti duhoven pomeni biti močan, dinamičen in inteligenten. Včasih je duhovna pot osamljena. Naš duhovni razvoj je odvisen od jasnosti naših misli in od ostrine našega uma. Na duhovni poti se ne smemo zaplesti in ne smemo zamrzniti. Na duhovni poti moramo vztrajati in nadaljevati. Osebe, ki so na duhovni poti, imajo visoke standarde. Če nekdo nečesa ne zmore narediti, še ne pomeni, da tega ne zmoremo mi. Na duhovni poti moramo imeti pogum in zaupanje. Kaj nam predstavlja večjo vrednost? Počitnice ali duhovna energija in učenja? Religija se lahko preobrazi v duhovnost. Dokler ne zgradite svoje osebnosti, se ne podajate na samostojno duhovno pot. Zakaj? Ker se vse, kar nosimo v sebi, veča in potencira. Ko se razvijamo in napredujemo na svoji duhovni poti, se stare, nerazčiščene stvari iz preteklosti zapletejo in nas lahko ovirajo na duhovni poti. Ljudje na duhovni poti so pogostokrat naivni. Ne prakticirajo in ne razvijajo vsi svojih vrlin in ne gradijo vsi na svoje osebnosti. Ne pričakujmo, da bodo drugi živeli po naših standardih. Zapomnimo si, da ni vsak takšen, kot smo mi. Učenci na duhovni poti bi morali z rokami doseči nebo, a z nogami ostajati trdno na tleh. Kljub duhovnemu napredku je potrebno vztrajati v praksi. Sposobni moramo biti ustvarjati vidne in fizične rezultate. V življenju ne moramo upoštevati samo enega faktorja, ne da bi upoštevali vseh ostalih. Idealizem moramo povezovati s prakso. Duhovnost je dobra in koristna takrat, ko jo razvijamo v praksi. Druga točka. Duhovni razvoj. Vsak izmed nas ima izjemne sposobnosti, ampak vsi delamo napake. Da bi se razvili, se moramo znebiti svojih pomanjkljivosti. Odstraniti moramo ovire in jih žrtvovati Bogu. Če delujemo preveč puritansko, ne bomo napredovali. Tako kot mora biti v ravnovesju naše življenje, mora biti v ravnovesju tudi naš duhovni razvoj. Če se razvijamo samo v eno skrajnost, ne bomo napredovali. Če si želimo na višji nivo, moramo biti v dobrem ravnovesju. Duhovni razvoj je zasnovan na znanju, spominjanju, praksi, ponavljanju in obvladovanju. Duhovni razvoj pomeni, da vidimo življenje razsodno in šele na to pravilno ukrepamo.
Povečano zavedanje poveča naša višja čutila in rahločutnost. Včasih se zbudi naša telepatska sposobnost. Tako lahko slišimo in zaznavamo dogajanja daleč stran od nas in tista znotraj naše avre. Če ne moremo slišati glasu osebe, s katero se pogovarjamo, ali ljudi iz svoje okolice, kako naj potem slišimo šepet naše višje duše? Ko izvajamo duhovne tehnike, ne smemo pozabiti na našo pozornost. Z drugimi besedami povedano je duhovni razvoj, razvijanje energije. Ko se energija spremeni, se človek spremeni. Ena najhitrejših poti duhovnega razvoja je, da aktiviramo energijski center srca in krone. Bolj ko napredujemo na duhovni poti, bolj moramo biti predani služenju. Ko smo utrujeni, moramo aktivirati svojo moč volje. To naredimo tako, da se dotaknemo točko med obrvmi, ašna čakre in si rečemo: moč, moč, moč. Večji nadzor nad našim življenjem se kaže kot obvladovanje jama in ni jama principa. Jama princip pomeni samodisciplino v smislu samoobvladovanja ali vzdrževanja, ki je sestavljen iz 5 elementov. Nijama pa so splošni ukrepi, ki so potrebni za doseganje dobrega zdravja in notranjega ravnovesja. Rezultat našega duhovnega razvoja sta naša jasnost in čustvena stabilnost. Jeza še nikoli ni bila pokazatelj duhovnega razvoja. Zato se moramo naučiti obvladovati svoje čustva. Kar imamo v mislih in kar pride iz naših ust, mora biti sveto in celostno. Če je naš umazan, je umazano tudi to, kar pride iz naših ust. Zato se moramo naučiti nadzirati in obvladovati svoje notranje nevihte. Razlika med duhovnim razvojem arahata in duhovnega mojstra je enaka razliki med otrokom in odraslim človekom. Prehiter napredek pospeši razvoj naše negativne karme. Duhovni razvoj se mora odvijati po pravilnih korakih. Naš uspeh ali neuspeh odraža stopnjo našega duhovnega razvoja. Naše delovanje in naša dejanja pa so rezultat našega duhovnega razvoja. Naš način izražanja mora biti jasen. Naš mora biti ves čas oster in dinamičen, tako da lahko drugi vidijo in čutijo jasnost naših misli. Tretja točka. Razvoj. Kaj je namen našega razvoja? Da pospešimo razvoj potencialov naše duše, da dosežemo enost z našo višjo dušo, da postanemo eno z božansko esenco in dosežemo božansko samorealizacijo. Proces razvoja zahteva svoj čas. Duhovna zrelost se razvija postopoma. Mlade duše ne moremo prisiliti, da je to, kar ni. Hiter razvoj duše ni dovoljen. Bodimo realistični. V fizičnem svetu imamo nerealna pričakovanja, da bo vse ostalo isto. Vse je podvrženo spremembi. Imamo sončni vzhod in zahod. Imamo srečo in žalost. Vse se razvija in se neprestano spreminja. Harmonijo in napredek dosežemo s tem, da delamo dobre in prave stvari, dokler ne opravimo lekcije. Če se želimo razvijati,
moramo pomagati drugim ljudem, da se razvijajo. Bodimo potrpežljivi do drugih, kajti vsi smo v procesu rasti. Ko se razvijamo, se razvijajo tudi ljudje okoli nas. Ko napredujemo, pa tudi svet napreduje z nami do določene stopnje. Včasih je težnja oseb, da pritiskajo na naše občutljive točke, ki na nas vplivajo negativno. Te osebe so potrebne, saj nam pomagajo pri našem razvoju. Na te osebe gledamo kot na trenerja, ki nam pomaga trenirati in razvijati naše duhovne mišice. Včasih nas užalijo, a ta bolečina nam omogoča, da se izboljšujemo in razvijamo. Ko smo razdraženi, moramo ostati mirni in neodzivni. Ves čas bomo dobivali teste, dokler ne dojamemo bistva. Ljudem, ki so nesramni do nas, smo lahko hvaležni, saj nam s tem pomagajo pri našem razvoju. Bodimo pozorni, kaj mislimo in kaj govorimo. Ne bodo misli in besede brez slabih namenov. Ko negativno mislimo in slabo govorimo o drugih, nezavedno otežujemo njihov razvoj. Zavedajmo se, da se z našim razvojem krepite naša moč in vpliv. In to, kar rečemo, prodira globje in bolj prizadene druge. Če želimo drugi osebi, da trpi, bomo na koncu trpeli mi sami. Ko se notranje spremenimo, se bo spremenila tudi naša notranja pošast. Razvoj zahteva čas, procese in veliko napak. Napake so del življenja. Ne bodimo prestrogi do sebe. Ni važno, koliko napak smo naredili. Če se trudimo in vztrajamo, bomo vedno dosegli cilj. Beseda rast pomeni proces. Rast pomeni, da delamo napake. Vsi jih delamo. Ne delamo drame, ko naredimo napako. Samo nadaljujemo naprej. Osebnost se prelevi kot kačja koža. Slabe lastnosti preobrazimo v dobre, z namenom, da bi naša notranja svetloba postala svetlejša. Ko življenje postane boleče, smo prisiljeni ubrati drugo smer. Ne moremo postati svetnik ali dober jogi, če ne živimo življenja. Skozi izkušnje bolečine in sreče rastemo, se razvijamo in krepimo. Oseba, ki je podvržena trpljenju, bo postala pametnejša, močnejša in bolj sočutna. To ima posledično pozitiven evolucijski učinek in je velika preobrazba. Zakon evolucije je vezan na zakon potrebe. Pot karme je sicer boleča, vendar nam prinaša razvoj. Stare vzorce moramo uničiti z namenom, da lahko razvijamo nove. Vse se razvija. Celo višja bitja se razvijajo.